Lepo vas pozdravljam na predstavitvi knjige Velikani slovenske osamosvojitve Igor Bavčar Deviacija. Knjiga Igor Bavčar Deviacija je četrta v moji seriji knjig Velikani slovenske osamosvojitve in Udba. Prva je bila Ciril Žebot Peter, prvi del, druga France Bučar Tikveš, tretja Jože Pučnik, psevdomarksist. V naslednjem letu izideta dve knjigi serije Velikani slovenske osamosvojitve in Udba. Dimitrij Rupel Negativ, oktobra 24 pa izide knjiga Franc Jeza Separatist, ki jo bom premierno predstavil v Trstu, na simpoziju v njem ob 40-letnici njegovega preminutja. Zakaj v Trstu? Ker je po imigraciji leta 1948 tam delal, živel pa je na občinah. Franc Jeza je najbolj zavzet, celo v narekovajih fanatičen slovenski osamosvojitelj. V Sloveniji je žal precej pozabljen. Morda se prav na njemu najbolje kaže pišmeuhovski odnos do temeljev naše države s strani večine tistih, ki so do sedaj upravljali za mlado slovensko državo. Vsa imena od Petra do Separatista so kodna imena, po katerih je propadla Udba zalezovala velikane slovenske osamosvojitve. Zakaj jih je Udba zalezovala doma in v tujini? Zato, ker je njihovo delovanje ne samo osamosvojitveno, tudi njihovo prizadevanje za demokratično družbo ogrožalo nedemokratični, enostrankarski in zatiralski socialistični režim, katerega glavna zaščitnica je bila prav Udba. Ker serija nosi skupni naslov Velikani slovenske osamosvojitve in Udba, bi rad na kratko definiral Udbo in osamosvojitelje, kot jih jaz vidim. Po mojem večletnem in dnevnem raziskovanju in pisanju o Udbi bi jo opredelil takole. Udba je bila predvsem tajna politična policija komunističnega vrha Jugoslavije ter ta istih regionalnih vrhov v republikah in obeh avtonomnih pokrajinah. Pravzaprav zasebna policija vodilnih komunistov. Ni bila branik države, ampak braniteljica monopolne oblasti ta istih komunistov. Odkot naziv? Naziv Udba, ki ima skrajno negativno konotacijo, je ponarodel po celi večjezični Jugoslovanski federaciji že za časa delovanja te tajne policije. Tudi Tito govori o Udbi, Kardelj govori o Udbi. In se tudi še dan danes vse splošno uporablja. Gre za izpeljavo iz kratice njenega dolgoletnega uradnega naziva v srbskem jeziku, namreč UDB, Uprava državne bezbednosti. V slovenščini Uprava državne varnosti. Zdaj njena geneza. UDB se je najprej imenovala OZNA, Oddeljenje za zaščito naroda, oziroma slovensko Oddelek za zaščito naroda. S Titovim ukazom je bila ustanovljena 13. maja 1944. In šele marca 1946 dobi UDB, pri nas UDV, ime, pač to ime. Konec leta 1966 se preimenuje v UDB, se pravi, se UDB preimenuje v SDB, Služba državne bezbednosti, v slovenščini SDV, Služba državne varnosti. Po to zastavo je v Sloveniji tudi propadla, seveda skupaj z jugoslovanskim socialističnim režimom, nasploh in posamično v različnih datumih po njegovih republikah. V Sloveniji imamo še to žalostno dejstvo, da je zgodovina naše tajne komunistične policije sega celo v 15. avgust 1941. Ko je vrhovni slovenski komunist, takrat vneti stalinist Edvard Kardelj, ustanovil morilsko VOS, Varnostno-obveščevalno službo, ki je predhodnica slovenske OZNE oziroma UDBE. VOS še ni bil vpet v jugoslovanski okvir. Slovenska OZNA in UDBA pa sta že sestavni del jugoslovanske tajne službe s sedežem v Beogradu, seveda po osvoboditvi Beograda. Ali pa po novi zasužnjenju Beograda, lahko rečemo. Organizacija slovenske UDBE. V Ljubljani je uprava UDBE s svojimi oddelki prestolovala v bližnji Slaviji. Imela pa tudi 13 centrov UDBE po večjih mestih. Slovenije, če rečem simbolično, po Kreslinovo od Goričkoga do Pirana. Poglejmo še eno relacijo do našega političnega vrha v Sloveniji, torej. Naprimer v letu 1987. V splošnem poročilu UDBE za to leto je navedeno, da so tajni politični policaji izdelali 1262 obvestil političnemu vodstvu. Takrat torej Milanu Kučanu in ostalim vrhovnikom,
namenjenih, citiram, političnemu razreševanju in preprečevanju nadaljne sovražne aktivnosti, konec citata. Torej več kot 3 na dan. Če odštejemo še vikende in praznike, takrat večinoma teh stvari niso pošiljali, pridemo na fantastično količino dnevne komunikacije med našim komunističnim vrhom in njegovo tajno politično policijo. Ob tem moramo seveda vedeti, da je šlo tudi za pogosto telefonsko in neposredno govorno komunikacijo med vodstvom UDBE oziroma notranjim ministrom in voditelji Slovenske komunistične stranke. Seveda nas ta prepletenost ne sme začuditi, saj je šlo za politično policijo. Torej za službo izključno v zasebni lasti vodstva edine dovoljene politične stranke. Ja, kam pa ne poroča politična policija, če ne političnemu vodstvu? To je logično. Sedaj pa nekaj besed o osamosvojiteljih. Jaz ločim osamosvojitelje na tiste, ki so v tem samo premišljevali, in na tiste, ki so poleg osamosvojitvenega razmišljanja za slovensko državo tudi operativno delovali in v tem delovanju priborili prebivalcem Slovenije mednarodno priznano državo. Ti zadnji seveda zato, ker se jim je ponudila enkratna zgodovinska priložnost in se jo znali izkoristiti. Omenjena Žebot in Jeza spadata v prvo, jaz je pravim idejno skupino, omenjeni Bučar, Pučnik, Bavčar in Rupel, pa v drugo idejno operativno, in ta je bila tudi zmagovalna skupina. Kar za nekaj idejnih osamosvojiteljev ni dovolj ohranjenega udbovskega materijala, da bi v njih napisal knjigo. Sem pa že v nekaterih svojih knjigah opisal, naprimer, Vosovski umor osamosvojitelja profesora Lamberta Ehrlicha in tudi zalezovanje in aretacijo in sojenje osamosvojitelju Francu Miklavčiču. Za nekatere, predvsem v imigraciji delujoče osamosvojitelje, pa pač ni, kot sem že omenil, dovolj tajnih dokumentov za celo knjigo, naprimer za Franceta Dolinarja, Mirka Javornika, Rudo Jurčeca, Branka Pistivška in še kaj se bi jih našlo. Edina izjema v tem preprostem razlikovanju velikanov slovenske osamosvojitve je emigrant Janez Toplišek, kodno zalozovan kot Potres, ki je ne samo razmišljal, ampak je tudi operativno skušal delovati, saj je opremljen z orožjem in propagandnim materialom, da davnega 15. avgusta 1963 ilegalno vstopil v socialistično Slovenijo, bil zaradi izdaje ujet, obsojen in bil verjetno umorjen 15. novembra 1965 pri pobegu iz kaznilnice Stara Gradiška. Saj je bil streljen tako od spredaj kot od zadaj in imel 27 strelnih ran. Hotel je nič več in nič manj kot žal v popolnoma neprimernem obdobju za kaj takega in tudi skrajno naivno, nasilno vreči komunistični režim v Sloveniji in spostaviti samostojno in demokratično Republiko Slovenijo. Njemu, popolnoma pozabljenemu, sem se že oddolžil s knjigo Od Belca do Velikovca ali Kako sem zljubil bombo, natančneje v prvem delu te knjige, ki nosi naslov Tragično življenje Janeza Topliška. Sedaj pa na samo knjigo, ki jo danes predstavljam. V naslovu Deviacija pomeni tajno obdelavo, v kateri so udbovci zalezovali Igorja Bavčarja. Bavčarja tajna policija prvič omenja kot Bavčarja, oktobra 1984, ko ga omenjajo v zvezi z kongresom ZSMS v Novem mestu. Tu je fotka ob tem dogodku. Tukaj vidite Bavčarja, Bojana Finka in Srečota Kirna. In zadnjič se omenja v udbovskih dokumentih 19. aprila 1990. Vmes pa je pogostost pojavljanja Bavčarja precej neenakomerna, kar je posledica njegovega večjega ali manjšega pomena za udbo v določenem obdobju, oziroma bolj verjetno pošastnega uničenja udbovske dokumentacije. Ta dokumentacija se je uničevala še 16. maja 1990, na dan skupščinske prisege Demosove vlade. Jaz sem modelal prav vse najdene dokumente, kjer se v njih pojavlja ime Igorja Bavčarja, pa če so te omembe bežne in nepomembne ali pa izčrpne in pomembne. Tu nisem delal nobenih razlik. V knjigi včasih večkrat uporabim tudi partijske dokumente in tudi podrobno predstavim širše okoliščine nekega pomembnega dogajanja, kot je na primer nastajanje in izid knjige Staneta Kavčiča Dnevnik in spomini, afera in proces JBTZ in nastanek veličastnega odbora za varstvo človekovih pravic ali jaz ponarodelo Bavčarjevega odbora. Iz knjige je razviden precej sovražen odnos vrha Slovenske partije do Bavčarja v začetku leta 1988 in to zaradi njegovih javnih napadov na Popita in ostale akterje odstranitve liberalnega komunista Staneta Kavčiča v letu 1972.
To so pa stvari, ki nismo jih nikoli prej vedeli, dokler nisem jaz tega odkril. Tudi Igor tega ni vedel, nihče v tem ni pisal, se pa stvari najdejo v Beogradu. Ta sovražni odnos proti Igorju Bavčarju iz Slovenije se potem razširi na jugoslovanski udbovsko-politični vrh in prvič kulminira na seji Zveznega sveta za varstvo ustavne ureditve, katerega voditelj je bil takrat Stane Dolanc, 25. oktobra 1988 in to zaradi Bavčarjevega delovanja v funkciji vodje odbora za varstvo človekovih pravic. Ta svet je bil v bistvu usmerjevalec in nadzornik Jugo Udbe. Jaz ga poimenujem kar svet za Udbo. Druga jugoslovanska kulminacija sovraštva do Bavčarja se potem dogodi 19. januarja 1989 na seji predsedstva SFRJ v Beogradu, kjer zaradi nastopa Igorja Bavčarja v Stari Gorici 12. decembra 1988 z tega dogodka so poročali udbovci in kosovci, državni vrh Jugoslavije zahteva od predsednika Socialistične republike Slovenije. Vodil ga je takrat to predsedstvo Janez Stanovnik in predsednika Slovenske partije, vodil jo je Milan Kučan takrat, da se proti Bavčarju ukrepa. Temu v knjigi sledi februarsko razmišljanje Udbe poslano Milanu Kučanu, kaj bi pomenilo procesiranje Bavčarja, mene, Romana Leljaka, Mirana Lesjaka in Milice Zajc. Teh aretacij potem ni bilo. O tem, zakaj se niso zgodile, čeprav strogo zahtevane iz Beograda, nisem našel nobene razlage, ne v slovenskem partijskem in ne v slovenskem udbovskem arhivu. V obsežni biografiji zgodovinarja Boža Repeta o Milanu Kučanu o tem pomenem dogajanju nisem našel pričakovano nobene zaznambe. Morda se bo to našlo v beograjskem arhivu Udbe in Kosa, ki pa so zaenkrat večinoma nedostopni. Brezbrižnost Cererjeve vlade v zaključevanju kulturnega poglavja v približevanju Srbije Evropske unije je onemogočilo slovensko pridobitev dokumentacije Zvezne Udbe in dokumentacije Kosa Ljubljanske armade. V današnjih časih skeniranja to pač ne bi predstavljalo velike tehnične težave, ampak je treba imeti tudi politično voljo, da se take stvari dosežejo in bi se zlahka dosegle. Zlahka bi to dosegli, ker pač bi rekli srbski vladi, mi vas ne bomo spustili, ne zapremo tega poglavja. In to je zelo preprosto. In bi te dokumente dobili. Jaz ločim operativne ali terenske dokumente od splošnih, ki so jih udbovski analitiki sestavljali glede na reko papirjev, ki se je vsak dan iz 13 regionalnih centrov zlivalo na upravo Udbe v Slaviji. Ljubljana je imela na primer kar 2 centra, Ljubljana mesto in Ljubljana okolico. In na ta 2 centra je odpadlo 2/3 vsega udbovskega dela v Sloveniji. Kakorkoli že, operativni dokumenti so bolj zanimivi, so v njih navedeni udbovski sestavljalci, njihovi konfidenti in metode, ki so bile v zalezovanju uporabljene. Preko tega se da ugotoviti tudi marsikjerga konfidenta Udbe, ne samo njegovo kodno ime, kot je tam napisano, ampak tudi pravo ime. Naprimer, primer operativnega dokumenta. Udbovski konfident, zgodovinar, tukaj na sliki dr. Dušan Biber, kodno ime Trn, pozneje Kaktus, je slovenski tajni politični policiji 1. avgusta 1988 sporočil, da bo tega dne v Ljubljano z Dunaja pripotoval znani novinar in kost v grlu Udbe, ne samo slovenske. Viktor Majer, tajno zalezovan kot žurnalist in toper, ter da se bo on, torej Biber, z njim sestal. Ohranjeni dokument o sledenju Topra 1. in 2. avgusta 1988. Poročilo o tem sledenju je podpisal udbovec Janez Žagar, po pooblastilu načelnika 6. oddelka Udbe, operativna tehnika Antona Bratuša. V njem izvemo, da se je Topr alias Majer najprej zvečer 1. avgusta sestal z Bibrom. Poglejte, kaj so poročali vse. Ob 22:43 sta rahlo vinjena prišla ven iz Smrekarjevega hrama in odšla na Miklošičevo, kjer sta se usedla pri vhodu v hotel Holiday Inn. Ob 22:55 sta oba vstala, odšla do točilne mize in naročila 2 gin tonika. Pomembna je sporočila. Do polnoči, ko smo kontrolo prekinili, nista zapustila Unionskega vrta. Recimo, ko so sledili Žebota v Ljubljani, ko so ga spustili not, pa pol afera iz tega, ko je velika nastala, so udbovci čakali pred hotelom Levin, gledali, kdaj se bo luč ugasnila v hotelu Slon v njegovi sobi. In ko se je luč ugasnila, so oni odšli. Dobro, gremo naprej.
Pa še naprej iz tega poročila, ne? To je pa zdaj nastopi Bavčar. Naslednji dan se je Topar najprej ponovno dobil z Bibrov, no, citiram, 15:54 je pripeljal z avtomatikom, mopedom, namreč Mikrorada je imela 3 mopede in smo se z njimi furali, ne? Pred hotel Igor Bavčar, nato pa je odšel proti vhodu, kjer se je srečal s Toprom in se z njim rokoval. Igor je imel s seboj rjav diplomatski kovček, bohe, kaj je bilo noter, ne? Skupaj sta odšla v restauracijo, ob 17:14 sta skupaj prišla v recepcijo, se usedla in živahno pogovarjala. Ob 17:27 sta ostala, odšla pred hotel, ker sta se še cirka minuto pogovarjala, nato pa rokovala in ločila. Igor se je z avtomatikom odpeljal v smeri Tromostovja, Topar pa se je z dvigalom odpeljal v sobo, v roki je imel notes A5 formata, zelo pomembno vredno. Zdaj pa še proti koncu bi rad poudaril še beograjski nastop Tomaža Ertla, ki je bil kot slovenski notranji minister, tudi poveljnik Udbe, ki je bila v sestavu njegovega ministrstva, in to nastop 30. marca 90. Na seji, kjer je Ertl omenja tudi, ne da bi to vedel, svojega ministerskega naslednika Igorja Bavčarja. Čez 14 dni so bile v Sloveniji prve povojne parlamentarne volitve in njegovo objokovanje tega pred zveznimi in republiškimi ministri za notranje zadeve je potekalo takole, citiram. Sedaj so odprta vrata. Kdor zbere 20 ljudi, lahko ustanovi stranko. Danes so vse radikalne parole antijugoslovanske, antisocialistične, antikomunistične. To so nekakšni šarlatani, nezadovoljneži, ki so vedno samo rušili, imeli le neko vizijo in nikoli niso vedeli, kako se kaj naredi. Tu je bela garda, domobranci, vse, kar je ostalo po vojni. To govori Ertl seveda kolegom v Beogradu. Dalje, pogosto se sliši tu rupel, daleč od tega, da je ta rupel najslabši. Gre tudi za revanšizem proti posameznim tovarišem. Tovariši, Sonje Titu in ni Sonje Titu, ampak nam živim, to moramo vedeti. Dobro, morda bodo mene prvega vlekli za lase po Titovi cesti, to da ne dajte se to lažiti, vi boste 3. ali 5. In drugič, mi smo tu napravili napako, mi smo popustili zamašek na tej flaši in zelo nam je žal, kdo ga bo sedaj tlačil nazaj. Ne vem, jaz ne verjamem, da se bo Jugoslavija razpadla, ne verjamem zaradi tega, ker mislim, da to v tujini ne bo imelo podpore. Naprej. Da je resnično proces demokratizacije v redu, dobrodošel, ampak tu bo revanšizma, lahko bo tudi krvi in vsega ostalega. To, kar se sedaj dogaja na politični sceni, to je skrajno neracionalno, umazano, brez kakršnih koli moralnih in drugih ovir. Vsakdo skrbi samo za svojo popularizacijo. Na demokracijo sedaj urejata Bavčar in Janša in vemo, v kakšnem položaju so sedaj organi za notranje zadeve. Paradoksalno, Ertl ni bil vlečen za lase po Titovi cesti, ampak je nasprotno. Od predsednika Republike Danila Türka novembra 2009 celo dobil državno odlikovanje. Torej, Tomaž, ali so te zaprli, pobili, vlačili po cesti za lase? Ah ne, kje pa. Pač pa so publikovane demokratične samostojne države Slovenije, za katere se nisi niti zavzemal, niti boril, kaj šele boril, dobil za predje častno občanstvo na Jesenicah in potem še glavno je državno nagrado iz rok predsednika Republike, Demokratične republike, osamosvojene republike Danila Türka. In to med drugim tudi za zlagano 10-letno strokovnost, odgovornost in patriotizem in vlogo v osamosvajanju, tako piše v obrazložitvi, vlogo v osamosvajanju. Fej in še enkrat fej, ne? Čudna dežela smo. Ker največji slovenski politični protiosamosvojitelj, tukaj na sliki, Janez Stanovnik, dobiva od države, ki jo ni hotel, državno priznanje beri od Kučana, to se vidi na tej sliki, in od borčevske organizacije že 2 spomenika. In ker 2 naša vrhovna udbaša, Ertl in Zemljarič, ki sta vneto zalezovala doma in na tujem osamosvojitveno in demokratično misel, bila počaščena od za njuju nezaželjene samostojne demokratične države Slovenije. Ma se ne čuda, se zadnji. Ja. Gle? Tu spodaj. Spodaj na šik, tukaj je sivo. Eta. Bravo, bravo. Kje bi služil prej? Ja.
Ja, k vsemu temu moram še dodati, da so bili 17. maja 90, ko je prvič prišel v službo Demosov notranji minister Igor Bavčar, kot član Peterletove vlade, v pisarni ministra vsi predali prazni. Tomaž Ertl izginil po francosko in ne prav nobene predaje z Bavčarjem, čeprav je bilo v teku plenjenje orožja Slovenske teritorialne obrambe po policijskih postajah se strani Jugovojske. No, Igor je, ko je za to izvedel, tako ustavil to armadno plenjenje. Tako je po nedvomljivih in zapletenih poteh zgodovine Igor Bavčar, ki je še 19. aprila 90 nastopil v tajnem dokumentu kot predmet zanimanja Udbe, mesec dni pozneje postal šef te mračne in tajne asociacije. Takoj po nastopu funkcije uslužbencem službe državne varnosti odvzel pooblastila in orožje, upokojil vse, ki so delali na tako imenovani notranji problematiki, blokiral tako imenovane vmesne delilnike na slovenskih poštah, kjer so prisluškovali telefonskim linijam. Vanje brez Bavčarjevega in kasneje brez dovoljenja preiskovalnega sodnika SD-vejevci niso mogli več vstopati. Potem je dal parlament predlog zakona o ustanovitvi varnostno informativne službe VIS, ki bo v zakonodajnem telesu potrjen. Skratka, Udba je pod njegovim vodstvom takoj odvrgla politično prevleko in postala normalna obveščevalno varnostna služba v obliki, kot jo pozna vsaka demokratična država. Slovenska milica, kasneje preimenovana v policijo, pa postala prav tako pod Bavčarjevim vodstvom prava in mogočna osamosvojitvena sila, kar je v polnosti in veličastno dokazala v zmagoviti vojni za Slovenijo. Hvala za pozornost. Zdaj, če ima kdo kakšno vprašanje, tu je tukaj akter knjige, glavni akter knjige. Vprašanje, vaše mnenje, izvolite. Izvolite. Hvala lepa, Gašpar Blažič iz Tehnika demokracija. Mogoče malo zanimalo, to bo pa mogoče tudi gospod Bavčar sam pojasnil, v tistem času, koliko se smo rekli tudi namestnik šefa kabineta, oziroma šef kabineta namestnika predsednika Republiške konference SZDV, ko so potem to dopuščali funkcionarji, ker vemo, da je takrat bil kar dejansko, se je že kar pojavljal ta odpor. Vemo, da je se pojavil tudi tisti znameniti zapisnik tajne partijske seje v Beogradu, ki je potem postal predmet zaplembe na Mladini. Tako je Udba te uslužbence spremljala potem, ali sploh kako so dopustili, da so prišli tako blizu te tarče Udbe. Ko so prišli blizu oblasti, ali kaj? Ja, blizu oblasti, ker glede to, da je bil tudi tovariš Jože Smole, se pravi njegov namestnik, in tam se potem ta zapisnik znašel, ki je že potem na Mladino. Ja, zanimivo je to, da je ta zapisnik na mikroadi so ga najdeli. In ta zapisnik je bil tudi državna tajna, magnetogram Kučanega, mislim, marčevskega nastopa v Beogradu na zvezdnem predsedstvu partije, je bil tudi državno tajnostni papir, in bi ga mogli, recimo Janšo, ker so to pri njemu našli, bi ga mogli procesirati po tem papirju, ampak to je bilo civilno sojenje in Kučan bi mogel nastopati in tako naprej, verjetno to niso hoteli, pa civilni odvetniki, zato so ga porinili vojski. Se to jaz opisujem v knjigi JBTZ čas poprej in dnevi pozneje, kako je to potekalo vse. Bavčar je takrat skušal zapustiti SZDL, ravno mislim, da 31. maja na dan aretacije 1. junija bi mogel nastopiti službo na mikroadi, ker smo že prej sodelovali, predvsem pri namiznem založništvu. Smo izdali to knjigo, recimo prvo v Jugoslaviji, na ta način, računalniški način Staneta Kavčiča. Tako da se njegova pozicija je bila tam na nek način nemogoča, ker je bil pač pravzaprav že igral neko opozicijo znotraj neke uradne družbeno-politične organizacije. So bili pa to časi, ko niti politika, niti Udba nista mogla več tako reagirati kot recimo v 70-ih letih, po vojni in tako naprej. To so bili že časi, ko je bila že nova revija 57. številka in takrat se je začelo na nek način sesipati. In Mladina tudi je takrat postala zelo udarna in predvsem raziskovala Udbo in predvsem napadala vojsko, manj sicer republiško vodstvo partije. Tako da takrat so bili časi, ko so bile neke stvari možne, ki prej niso bile možne.
Ravno recimo na tem primeru dnevnika Staneta Kavčiča je šel, čeprav smo mislili, da če bi Udba vedela, da ga pripravljamo, da bi ga preprečila. In mi smo se imeli zelo pametne, da smo ga na nek tajen način pravzaprav spravili do bralcev, do naročnikov, ampak jaz sem potem najdel dokument, kjer točno piše Udba, kaj bo vse v tej knjigi in celo predgovor, ki sta ga Igor in Janez zelo skrivala. Ste ga sabo nosili na disketi, tudi ta predgovor so oni analizirali. Ne. Tako da oni so mogli nekega sodelavca imeti v tem naši skrivni tiskarsko-računalniški navezi. Ne. Tako da stvari niso bile več tako, rekel, črno-bele ali pa tako nevarne ali pa tako, da so imeli tako moč te preprečiti. Sicer so imeli neko moč, ampak se vidite, kaj je ratali z arestacije Janeza Janše in Tasića in Boštane zavrla. Eno strašno gibanje, ki je pravzaprav pokopalo. Če ne bilo pa nekaj drugega, da se razumemo, ker se je to stvar se na nek način kulminirala. Ne. Izvoli Igor, hotel nekaj dodati. Ja, hvala lepa. Mogoče bi rekel nekaj besed o tem, zakaj je to bilo možno. Zato, ker so 80. leta začetek slovenske tranzicije. Ta tranzicija se ni začela z zmago Demosa na volitvah, ampak je bila, bom rekel, rezultat vrste družbenih gibanj, ne nazadnje tudi delovanja ZSMS-ja, v okviru katerega so ta družbena gibanja dobila svojo domovinsko pravico. Delno tudi, bom rekel, delovanje znotraj SZDL-ja. Mene namreč v SZDL-ju angažiral Jože Knez, pokojni že dolgo časa, on je bil gospodarstvenik, direktor, mislim, da Novolesa, pa potem je šel v politiko za eno posebno nalogo, namreč takrat je SZDL pripravljal konferenco o zelenem prehodu, kar je danes zelo aktualno. In to je bila ena prvih konferenc o zelenem prehodu, na kateri sem jaz delal. V knjigi je celo referenca na Kučana, ki je rekel, da on nikoli ne bi delal z mano, da se čudi, da delajo z mano, ker jaz te stvari ven nosim ali nekaj podobno, če bo se to ne vem, kaj je imel takrat v mislih. Mislim, da je ta prehod, ta slovenska tranzicija, ki je v resnici bila na nek način mehka, se je začela dogajati že prej, se je tudi rezultirala v tem, da recimo pri nas ni bilo ilustracije, da je partija imela zelo močne vzvode še dolgo časa, ima še cela vrsta teh konsekvenc danes vidi v sodnem sistemu, v celem vrsti drugih. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi Demos ni bil tako močen, da bi lahko takrat delal bolj radikalne zasuke. In na nek način je med temi socialističnimi državami bilo zelo malo takih, ki so, bom rekel, to opravljali na bistveno drugačen način. Vzhodna Nemčija, recimo, je zelo dobro analizirala delovanje Stazija in tudi, bom rekel, dosegla na nek način Berufsverboten, se pravi prepoved zaposlovanja teh ljudi in tako naprej. Pri nas je to šlo drugače. Jaz sem takrat vse zadeloval, že nisem bil več član partije, ker sem že zgodaj izstopil, in drugi so se dajali več ali manj ven metati, jaz sem šel sam. In vidim, da je bilo cela vrsta ljudi, ki so takrat mislili, da bi ta prehod na nek način bilo možno izpeljati tudi drugače, da bi ta ključna vloga partije kot vodilne sile ostala tudi naprej. Ne pozabite, da je bila to stranka, ki je dobila največ glasov na volitvah. Demos je imel to srečo, da je, bom rekel, šel v koalicijo in na ta način dosegel imenovanje vlade, medtem ko je po posamičnih strankah je bila najmočnejša prav Zveza komunistov Slovenije. In tu je veliko razlogov, zakaj se je cela vrsta drugih stvari potem naprej tako razpletla. Če je bil konflikt hujši, to domnevam, ne moram tega dokazati, in da bi šli v zelo radikalno obračunavanje, v tem svetu je vprašanje tudi, kaj bi bilo z usodo referenduma, ali bi lahko uspeli mobilizirati dovolj ljudi za to. Ne nazadnje tudi v odboru, kar je morda manj znano, ki je imel čez 1000 kolektivnih članov organizacij, delovnih organizacij in tako naprej, je bilo, kar je zanimivo, 100 osnovnih organizacij Zveze komunistov.
To gotovo govori o tem, kakšni časi so to bili. In tega, po mojem mnenju, ne smemo pozabljati, ko analiziramo ta naš prehod. Izvolite. Alenka. Vprašanje, Igor. Ja. Pri pregledu dokumentacije UDBE je največkrat mogoče ugotoviti, kakšnega žanra je vir. Se pravi, kaj so telefonski prisluhi, kaj je nadzor pošte, kaj so pa recimo osebni prispevki raznih ovaduhov. Ali je za Odbor za varstvo človekovih pravic mogoče povedati, kje so bili glavni viri? Skratka, recimo eno od podvprašanj bi bilo, ali so bili prostori, kjer smo imeli sestanke, ozvočeni. Ali gre za prisluškovanje telefonom tistim, ki smo jih imeli. Ali je bilo, so prevladovali ti ovaduhi, ki so pač pisali osebne informacije. Morate razočarati, v bistvu praktično nobenega dokumenta iz kakšnega sestanka odbora. To je verjetno posledica tega masovnega uničenja. Tako da v Janševi bližini bil nek sodelavec, ki je povedal vojski, oziroma ne vojski, UDBI, Frumnu, da ima Janša nek vojaški ukaz. In potem je še zavrl klicu Janšo, da bo mu nekaj prinesel, oziroma že prej je zavrl klicu Janšo, da bo nekaj prinesel, nekaj vojaškega, to so posneli ta pogovor. Ostalega pa ni, recimo, če govorim zdaj o JBTZ, v odboru pa sploh praktično je samo en dokument Kosa, ki opisuje, kdo so člani odbora. In tam noter recimo mene ni. So pa ljudje, ki so noter, pa samo 16 našteti. Se pravi, nek popolnoma, in to julija, popolnoma neuporaben dokument. Da bi pa prisluškovali, recimo, tam, sicer mi nismo imeli vedno na isti, smo imeli vedno sestanke na več lokacijah. Ampak ni nobenega prisluha ali telefonskega ali zvočnega ali ovaduha, ki bi poročal iz sestankov odbora. Piše pa v nekih drugih dokumentih, partijskih, ne udbovskih, da je Kučanu nekdo iz odbora prihajal povedati, kaj se tam dogaja. Ja, ampak ne pove se, kdo je ta človek. Po končni fazi pač to se mi zdi tako hudo, če mu je pač poročal, kaj se tam dogaja, ker če bi pa UDBA to delala, čisto gleda na neki prijateljski osnovi bilo to. Tako da ne vem, kdo je ta človek bil. Mogel biti nek izmed članov na Silo 42, kdo je to bil, ne bom špekuliral, ne vem. Skratka, to področje je, če je obstajalo, jaz sem sigurno, da je obstajalo popolnoma uničeno. Tale, recimo, to zalezovanje Bavčera, zalezuje se ga zato, ker je bil predsednik odbora, oziroma vodja odbora, se je bil neformalni predsednik, od vseh priznan kot predsednik, nismo nikoli formalno o tem sklepali, ampak je bil za nas vse vodja in za celotno članstvo, simpatizerje odbora. Recimo to zalezovanje je tipično zato, ker je bil Bavčer takrat šef odbora, zato se je sploh dobil z Majerjem, je bil Majer zainteresiran, se z njim dobi in potem pade v recimo neko zalezovanje. Recimo to je en tak posredni dokument, niti ne vem, kaj ste se pogovarjali, samo kaj se je dogajalo, kako sta se srečala, ob kateri uri, kaj kdo ima v roki in tako naprej. To so taki, ene par dokumentov od tega posrednega značaja v knjigi. Ni pa res, žal, nobenega, ker z Nove revije so, kar nekaj teh, pa Ruplu boste videli, pa Ruplu je kar velik prisluhov, ne veliko, ene par dokumentov iz Nove revije. Se pravi, tam gor, ki ste imeli, tako, ali pa iz Ruplega stanovanja, ker je posebej presenetilo Rupla, ko sem povedal, da so ga 24 ur na dan prisluškovali. Dobro, tako da tega pač žal ni. Mogoče kaj v Beogradu, ko sem prej rekel. Izvolite, še kdo? Izvoli. Igor, kaj bi pa jaz zelo rad vprašal, ali je tukaj kakšna paralela, ker mednarodno je potekala perestrojka
ali kakor smo jo pri nas, kakor so jo pri nas imenovali nekako prevarantsko sestop z oblasti. Koliko je to vplivalo na te dejanja UDBE tukaj? Je bolj verjetno vplivalo na politiko, ne? Ker po Titovi smrti in po tem solidarnosti se začne to rahljati, ne? Cela vzhodna Evropa se rahla, s tem tudi Jugoslavija, ne? In veste, da je vojska šla proti koncu, mislim, da je bilo leta 1988, so šli eni še v London, Mamula, Kadevič, pa Brovec so šli v London, Moskvo, ne? In so spraševali, a bi jim pomagali, ne? Oziroma predvsem v Moskvi, ne? Če bi jim pomagali, se mi je rekel, Jazov je rekel, mi imamo s sabo toliko problemov, da, ne? In je ta pomoč izostala, ne? Se pravi, da je ta razpad Jugoslavije ali pa socializma, sam razpad še ne, ampak socializma bil proces, ki ga ni bilo več mogoče ustaviti, ne? In oni so seveda to upoštevali. Zakaj mislite, da je partija odšla leta 90, kar je novo ohranilo kot pomembno silo v Sloveniji z kongresa v Beogradu leta 90? Zato, ker so ubili Čaušesca decembra 1989. To jih je vse prestrašilo. To je moje mnenje. Ne? To jih je prestrašilo. Ne? In so zelo uspešno to tranzicijo naredili. Se je Igor povedal, da so bila najmočnejša stranka na volitvah posamično. Ne? Posamično. Tako da vpliv je seveda bil tega razkroja socializma v vzhodni Evropi in Sovjetski zvezi. Seveda. In tudi UDBA postaja bolj previdna. Ne? Njena poročila niso več, so krajša letna, niso več napadalna, oni vejo, če se bo prišlo do preobrata, se bo to gledalo, ne, in so že začeli počasi. In ob aferi JBTZ, ko skupščinska komisija nastane na pritisk opozicije, ne, skupščinska komisija proučuje JBTZ, vsi politiki, ki prihajajo, Marinc, Kučan, Smolen, tako naprej, vsi pravijo, mi z UDBO nimamo nič, se umikajo od UDBE. To je do tega prišlo, da je Ertl rekel enkrat, zdaj pa tega dosti, sam še enkrat to povejte na sestanki, bom pa jaz vse povedal, kako je bilo, je rekel. Ne? In pa je 6 let pozneje to povedal, da so se neprestano informirali, prej so pa govorili, da niso vedeli o aretaciji Janše, da niso vedeli o tajnem papirju dokumentov, potem pa, če 6 let je pa Ertl to priznal v intervjuju za Nedeljski dnevnik. Vse so vedeli. Izvoli, Igor. To vprašanje je izjemno pomembno, se mi zdi, ker kaže na nek kontekst, ki ga pogosto pozabljamo. Ne? In delno odgovarja to tudi na Alenkino vprašanje. Namreč, odbor je bil zelo pluralno sestavljen. To so bili ljudje, ki se prej niso pozdravljali na ulici. To je bila ena redakcija Problemov, druga Nove revije, tretja Tribune, četrta. Bom rekel, tukaj so bile zelo različne. Ni nenavadno, da so bili tukaj noter tudi čist projugoslovanski ljudje, ki so pozneje ustanavljali projugoslovansko stranko, Rast Pomočnik in tako naprej, ki se je pojavilo tudi na teh sejah. To je bil tudi temeljni razlog, zakaj je bila moja ocena v nasprotju z nekaterimi drugimi, da odbor ne more iti kot odbor na volitve, ker bi razpadel. Ker enostavno ne bi prišli do ključne točke glede pravne države, sojenje in tako naprej so bile dosežene, čez to nismo mogli. Ampak v ozadju tudi te JBTZ-ove afere je bila v resnici bitka za avnojsko Jugoslavijo. To je slovenska partija hotela doseči v tej tranziciji. Zato je dala Janšo vojski. Zato ni procesirala in ni iskala avtorjev tega dokumenta, Kučanovega magnetograma. Ves čas je bilo to v ospredju. Kučan si je prizadeval, da bi z ostalimi ljudmi v republikah dosegel nek nov konsens. Njegov neuspeh je bil pravzaprav posledica dejstva, da nikomor Jugoslavija ni bila več v interesu. Ne Hrvatom in Srbom, ki so itak ključni. In tudi oni so se takrat že dogovarjali, tako kot je bil včasih v zgodovini, če se spomnite pakta Cvetković-Maček, tako so se oni dogovarjali že v Karadžordževu ali ne vem kje, v delitvi interesnih sfer in Jugoslavije, medtem ko je en del predvsem bosanskih, delno tudi makedonskih komunistov in seveda Kučan so mislili že drugače. Račan in Hrvatje so nekaj časa igrali to igro, ampak niso več mogli. In tudi, ko gledate vse te stvari, ki so se dogajale, tudi vprašanje tega velikega zborovanja, ki naj bi ga Milošević organiziral tukaj in s kom je
Smo le na seji CK je rekel, pojmo skrb s Kmetičem. In je rekel Kučan, ja, sam še to se manjka, je rekel, zdaj še malo pa bomo mogli vso to policijo od Ertla uporabiti doma, ne pa proti demonstrantom, ki prihajajo in tako naprej. Skratka, tukaj je veliko tega, kar v tem kontekstu in danes lažje vidimo, kot smo takrat. In tukaj je bilo ogromnega taktiziranja, zakaj ne iti preostro proti domači oblasti. Zato so hodili ljudje iz odbora Kučanov. To so bile velike dileme, do kje zaostrovati, koliko daleč zaostrovati. Tudi teh pogovorov, ki sem jih jaz imel z njimi, ki jih je objavila Tribuna in naprej se vidi, kako so oni igrali neko dvojno igro in poskušali ves čas. In ko je vsaka radikalizacija, do katere je z naše strani prišlo, je bila za njih, bom rekel, neka preizkušnja, ki so jo morali potem tudi vizavi srbskih oblasti, oziroma jugoslovanskih oblasti braniti. Zanimivo, ne? Nas ni napadla Srbija, nas je napadla Jugoslavija, nas je napadla Martović, nas so z veliko mednarodno podporo, to, kar je Ertl govoril v Beogradu, da ne bo razpadla za mednarodne podpore, to je bila najbolj resna računica, da nas bodo ohranili mednarodna situacija, ki je bila takrat absolutno nenaklonjena razpadu velikih imperijev, predvsem zaradi bojazni razpada Sovjetske zveze in bom rekel celotnega tega potencijala. In mi smo bili tukaj en del te naše zgodbe, ki pa se seveda ne bi zgodila, če ne bi šli naprej. Če bi ostali, bom rekel, kjer smo, v tistem majhnem delu obdobju slovenske zgodovine, je bila ta priložnost, ki smo jo izkoristili. Jaz mislim, da je polje ne bilo več. Hvala. Izvolite, mikrofon je vaš. Dobro, jaz se vam zahvaljujem in se vidimo na naslednjič, na novi knjigi.